Živijo tukaj Valentin. Danes bom govoril o tem, zakaj pravimo, da je ljubezen slepa. Sama beseda ljubezen je resonančna, povezana z našim umom oziroma umsko-zavestnim sistemom, tako da takoj, ko to besedo slišimo, avtomatično se v naši podzavesti sprožijo dobri občutki. Je v osnovi beseda, ki je sprogramirana tako, da v našem umu ustvari določeno hipno podzavestno reakcijo. Ljubezen lahko definiramo na več načinov in v osnovi sta dve vrsti ljubezni. Ena je ljubezen kot občutek oziroma čustvo, druga je pa ljubezen kot praktično fizično dejanje. Ljubezen, ki zaslepuje, je čustvena ljubezen, je energetska ljubezen, je ljubezen kot energija. Energija se proizvede v našem umu na osnovi konflikta, na osnovi večvrednostne definicije. Vsi delčki stvarstva so enakovredni. In če mi v našem umu vrednost nekemu delčku stvarstva povzdignemo nad drugega, s tem ustvarjamo konflikt in trenje in s tem povzročamo dobre občutke. Ljubezen kot čustvo je torej definiranje neke osebe kot večvredno. V neki osebi vidimo neke lastnosti, neke značilnosti, ki nas navdušujejo, ki jih ne prepoznamo v nas samih in zato si to osebo želimo imeti ob sebi. Zato, ker mi te definicije ustvarimo v svojem lastnem umu in jih projiciramo na to osebo, ustvarimo v našem umu konflikt in posledica tega konflikta in trenja je proizvod energije, ki jo mi čutimo kot čustvo ljubezni. Ta energija, vsaka energija, ne glede ali je dobra ali slaba, ali je pozitivna ali negativna, paralizira naše fizično telo. V umu, z mislimi in z energijami nas loči od našega fizičnega telesa. Z vsako aktivacijo energij izgubimo nadzor nad svojim fizičnim telesom. Zato se tudi dogaja, da ko se v neko osebo zaljubimo, ko jo pogledamo, dobimo mehka kolena. Pa ne samo to, tudi ne moremo razmišljati o ničemer drugemu, kot pa samo o tej osebi. Umske energije so vidne kot bela svetloba. In to je ta svetloba, ki nas zaslepi. Naredi nas nezmožnega videti realnost. Nekateri celo to slepoto opevajo in jo povzdigujejo. Govorijo o tem, kako je fino, da nas ljubezen poveže. Kajti v stanju ljubezni ne vidimo napak drugih ljudi. To je res. Ko smo v neko osebo zaljubljeni, ne vidimo pomanjkljivosti teh oseb, njihovih značajskih napak, njihovih drobnih telesnih nepopolnosti. Ampak to še ne pomeni, da to osebo dejansko vidimo to, kar je. V tej ljubezenski čustveni zaslepljenosti vidimo samo tisto, kar mi hočemo videti. Samo njihove pozitivne, dobre značilnosti, tiste, ki jih pogrešamo v nas samih. In seveda potem se odločiš to osebo osvajati
in postaneta partnerja in živita dalj časa skupaj, lahko da imata celo otroka, potem pa seveda ta energija ljubezni izgine, ker energija ne more trajno obstajati. Energija se povzroči na osnovi konflikta in se hipoma pojavi in tudi slej ko prej zgine, ker je energija iluzija, je nekaj nestvarnega. Edino, kar obstaja, kar traja dolgo časa, pa je fizična realnost. So miselni in vedenjski vzorci te osebe in je telo te osebe, v katero smo zaljubljeni. Šele čez nekaj časa, ko ta čustvena energija ljubezni izpuhti, potem šele začnemo videti realnost te osebe, v katero smo zaljubljeni. In potem nam seveda marsikaj ni všeč, ampak potem je pa že težko prekiniti vezo za tako osebo, ker smo mogoče ustvarili zelo poglobljene odnose in mogoče celo spočeli oziroma ustvarili otroka in tako vezo je potem zelo težko prekiniti. Zato ljubezen kot čustvo je slepilo, nas poveže in združi z konfliktnimi osebami in če dopuščamo, da nas vodi čustvo ljubezni, potem postanemo čustveni roboti in smo samo lutke umsko-zavestnega sistema, ki nas vodi v življenju na ta način, da povzroča konflikte v medsebojnih odnosih in v našem umu. Potem pa obstaja še tako imenovana nesebična ljubezen, božanska ljubezen, ko druge obravnavamo na ta način, da v njih vidimo enako živo bitje, kot smo sami. To je ljubezen, ko do drugih vzpostavljamo določen odnos enakovrednosti in enakopravnosti. Ko delujemo na osnovi principa ne obravnavaj oziroma ignoriraj drugih, tako kot ne želiš, da bi bil obravnavan ali ignoriran sam. Taka ljubezen se spet lahko izraža skozi neko pasivnost ali pa skozi aktivnost. In vse, kar šteje, je to, da ljubezen kot odnos enakovrednosti drugih živih bitij izražamo na praktičen način. To pomeni, da se medsebojno spoštujemo, da se enakomerno in pravično delimo naravne vire, tako da ni več pomanjkanja na tem svetu in da tudi ustavljamo kakršnekoli misli in čustvene reakcije v našem umu, ki povzročajo medsebojne konflikte. Tako ljubezen, praktično ljubezen, je potrebno manifestirati na praktičen način z fizičnimi, konkretnimi dejanji. Da se osvobodimo vseh teh umskih slepil, te čustvene ljubezni, vam priporočam brezplačni uvodni spletni tečaj DIP Light in pa za manifestiranje resnične ljubezni je potrebno tudi spremeniti globalni sistem, še posebej denarni sistem, ki deluje na osnovi dolga in umetno povzroča pomanjkanje in ekonomsko suženjstvo na tem svetu. Za rešitev tega problema oziroma za manifestiranje tudi zunanje, praktične, ekonomske ljubezni pa imamo politični predlog, ki se imenuje Living Income Guarantee oziroma zagotovljen življenjski dohodek in vas tudi vabim, da ta politični predlog raziščete.
Povezave do tečaja DIP Lite in političnega predloga najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.